V družini se naučimo odnosov, ki nas združujejo, zvestobe, iskrenosti, zaupanja, sodelovanja in spoštovanja, tudi v težkih trenutkih. Naučimo se držati obljube, spoštovati posameznika, poskrbeti za najranljivejše. Kdor te drže udejanja v družbi, se jih je naučil v družini, a kljub temu politika in ekonomija družini ne dajeta dolžnega priznanja in podpore. Poleg tega je sodobna družba z vso svojo znanostjo in tehniko izgubila tudi sposobnost vključevanja vrlin družinskega življenja v življenje družbe, je opozoril papež. Organizacija skupnega življenja se vedno bolj ustavlja v birokraciji, ki je povsem tuja osnovnim človeškim vezem. Poleg tega pa družbeni in politični običaji vse pogosteje kažejo znake degradacije, prezir, ki so veliko pod ravnjo minimalne družinske vzgoje, je dejal papež. Cerkev zato v tem trenutku vidi, da ima posebno poslanstvo v podpori družini. Najprej pa mora preveriti, do kakšne mere sama živi kot božja družina, je dejal papež. Tako kot sveti Peter je cerkev poklicana biti ribič ljudi, za to nalogo pa potrebuje novo vrsto mrež. Te mreže so družine. To ni mreža, ki ustvarja ujetnike, nasprotno osvobaja od slabih voda zapuščenosti in brezbrižnosti, je poudaril papež in dodal, da gre cerkev zato ven in lovi na odprtem, da bi vsi izkusili svobodo biti božji otroci.